in noben odgovoren politik v tej državi si ne bi privoščil takega fiaska. Vse vemo, da ste pač morali tekom kampanje ta zakon vložiti zaradi tega, da ste pomirili lastno volilno bazo, ki ste jo grdo zavajali. Ampak jaz predlagam res, da gremo naprej, imamo pomembne zakone v obravnavi, dajte svojo energijo vložiti v izboljšave pokojninske reforme in danes imejte vsaj malo spoštovanja do svojega kolega, ker mi se te igre nismo šli in raje se vprašajte, kdo ga je pahnil na rob. Hvala. Predlagatelj, izvolite. To zadnje ni potrebno komentarja. Jaz mislim, da glede na to, kar se dogaja v tem državnem zboru, bom verjetno tudi jaz mogel izkoristiti speaker's corner na strehi državnega zbora, če bo hotel kaj povedati, ker ste tudi meni vzeli besedo in nisem mogel v tem državnem zboru povedati, kar sem želel. Tako da prosim, da nehajte s tem manipulirati. Zdaj pa glede tega zakona. Nimate argumentov, vi enostavno ne morete tega zakona zagovarjati, oprostite, iz leta 74, ker ste 2 meseca nazaj, pol leta nazaj sami govorili o tem, da ga ne morete izvajati. Ker nima kriterijev, meril, ker je tehnično neprimeren, ga ne morete izvajati in po njemu ne morete delati. In jaz sem povedal, da si ne znam predstavljati ministrice za kulturo, pa če tudi je to Asta Vrečko, in da si ne znam predstavljati predsednika vlade, pa če tudi je to Robert Golob, da bo ob taki zavrnitvi zakona ministrica predlagala, vlada pa sprejela dodelitev izjemne pokojnine. Ne znam si tega predstavljati, res ne. In tudi mislim, da tega ne bo storila. Ne glede na to, ali boste vi ta zakon pustili v veljavi ali ga ne boste pustili v veljavi. Glede drugega dela, glede tistega, da je večina ostala doma, gledajte, to, kar vi razlagate, poslanka Sara Žibrat, je nekaj podobnega, kot če bi rekla, da je zmagala na igrišču ekipa, ki sploh ni tekmovala. Oprostite, malo infantilno je to vaše razlaganje. Ljudje so odločili so legitimno, odločili so z približno toliko glasovi proti temu zakonu, kot ste vi dobili na zadnjih volitvah glasov leta 2022. Torej vi ne priznavate 400 000 volivcev, ki so mu dali sedeže v tem parlamentu. Upam, da si bodo to zapomnili pri naslednjih volitvah. Ni se vam izšlo, računali ste, da ne bo kvorum dosežen in tega poraza očitno ne morete preboleti. Danes bi lahko naredili eno potezo iz te situacije s tem, ko bi odpravili ta zakon, ki je bil posledično na referendumu tudi zavrnjen, kot sem povedal. Vkolikor danes ne boste glasovali za razveljavitev tega zakona, bomo to vprašanje seveda odprli. Odprli ga bomo ponovno v sklopu celovite pokojninske reforme, ker bomo seveda odprli tudi številna druga vprašanja, ki zadevajo tako 650 000 sedanjih upokojenk in upokojencev, kot zadevajo vse bodoče upokojenke in upokojence, s ciljem, da se ta zakon izboljša in da se odpravijo v njem vse anomalije, tudi vsi privilegiji. Dobro, zdaj pa zaključujem splošno razpravo in sem kot predsednica Državnega zbora sedaj dolžna opozoriti na nekatere stvari, čisto pravne, ne glede na to, ali pač zaupate mojemu pravnemu znanju ali ne. Bom citirala še enkrat 25. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki pravi: 1 leto po razglasitvi odločitve na referendumu Državni zbor ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo. Ne razburjajte se, kolega Černač, ne razburjajte se, boste dobili tudi svoje proceduralno. Prosim, če vam kaj ni všeč, lahko greste ven. Potem pa, da vam seveda razložim naprej. Opomin vam dajem, kolega Černač, prosim, umirite se, govorim kot predsednica Državnega zbora in sem dolžna opozoriti na to zakonsko določbo, hkrati sem dolžna opozoriti na ustaljeno parlamentarno prakso. Vi nimate kaj razpravljati, prosim, da prenehate kršiti poslovnik. Kolega Černač, prosim, da me date mir in se umirite in lepo sedite na svojem sedežu in poslušate. Ne, seveda vas ne bom poslušal. Vi samo vodite sejo Državnega zbora, oprostite. Če želite razpravljati, se prijavite k razpravi. Kolega Černač, prosim, če ste tiho in date mir. Hvala lepa, da se boste odstranili. Sam.